Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v že 6. oddaji Splet besed. Z vami sem Lučka Zorko. Danes, nocoj, je z mano pesnik in pisatelj Aleš Jelenko. Aleš, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Kako si? Kaj počneš v teh dneh? Predvsem se ukvarjam z pisanjem romana, ki ga zdaj že v bistvu nekje leto in pol delam na tem tekstu in pač kar precej časa gre za to, no, in to vračanje, bi rekel, na začetek in tako pri romanu je to še posebej zanimivo, tako da je dela dovolj. No, tako da si, v bistvu si prvi izmed naših gostov, ki dejansko je povedal, da intenzivno dela na enem tekstu, tako da mi je zelo všeč, no, da se dejansko tudi nekaj piše v tem trenutku. Zdaj, Aleš, jaz sem te povabila v bistvu predvsem, seveda, ker si predstavnik nekako te mlajše generacije avtorjev, in ker se te nekako niti nisem mogla izogniti, saj sem v prvi oddaji gostila Heleno Zemljič, s katero sta skupaj napisala svoj prvenec Kontejner, in seveda potem sem šla pogledat, kaj drugega si še napisal, sicer sem vedela pač, da si v zadnjih letih zelo plodovit, in sem ugotovila, da pravzaprav te moram nujno povabiti, ker si tudi izdal v zadnjih letih 2 zanimivi knjigi, in sicer zbirko kratke proze Zgodbe iz Podtalja in pa pesniško zbirko Neobstoj. In o teh 2 knjigah bova se danes pač malo globlje pogovarjala. Zdaj bom pa za naše gledalce, poslušalce, bom samo na kratko predstavila nekaj ključnih podatkov iz tvoje biografije, toliko, da imajo malo predstavo, kdo in kaj si in kaj počneš. Torej, Aleš Jelenko, Celje 1986 iz Slovenskih Konjic, avtor pesniških zbirk Kontejner, Prvinska govorica in Neobstoj. Neobstoj je izšel 2018, in pa 2 strokovnih knjig, Spopad z moralo 2010 in Vpliv etike na inovativnost in razvoj gospodarstva, to je pa bilo 2019. Potem lani pa je izšel njegov kratkoprozni prvenec Zgodbe iz Podtalja. Tik pred izdajo, o tem sva ravnokar govorila, je njegova nova pesniška zbirka Paralelna vesolja, ti delaš na romanu, okej, oprosti. Se pravi, tik pred izdajo je pesniška zbirka Paralelna vesolja, kjer je spremno besedo napisal Moanis Sinanović, knjigo ureja Marjan Pungartnik, izšla pa bo pri založbi Mariborska literarna družba. Objavlja v vseh vidnejših literarnih revijah, Literatura, Sodobnost, Apokalipsa, Poetiko, Mentor, Zvon, Rast, Pogled in tako naprej. Potem je tudi 2-kratni finalist Festivala mlade literature Urška, potem finalist pesniškega turnirja, prejemnik Mentorjevega feferona za najboljšo protestno pesem, zmagovalec mednarodnega natečaja, oprosti, mi pomagaš? Ritrati di poezija. Aha, sem te pozabila vprašati, kako točno se naglasi, tako da bolje, da si nam ti pravilno naglasil. Se pravi, to je bilo v Rimu, in prejemnik občinske Prešernove nagrade v Slovenskih Konjicah. Prejel je tudi 3. nagrado za cikel poezije na pesniškem natečaju revije Mladika v Trstu. Pred kratkim pa je sodeloval letos prek spleta na mednarodnem simpoziju in festivalu Literoma, ki se vsako leto organizira v Indiji. Potem je tudi idejni vodja literarnega festivala Spirala ter urednik istoimenske literarne revije, sourednik revije za umetnost in dialog Kultur Provinca in pa mentor delavnic kreativnega pisanja za mlade in odrasle. Občasno pa piše tudi recenzije in eseje za različne spletne portale. Tako da, Aleš, res, mislim, da si zelo močno vpet pač v te svet literature in literarne scene, tako da mislim, da bova si imela kaj za povedati. Zdaj, na začetku pa bi te seveda povabila, da nam prebereš eno zgodbo iz kratke proze, iz zbirke kratke proze, Zgodbe iz Podtalja, in sicer sva se odločila za kratko zgodbo Nebotičnik.
Hvala lepa, Lučka. Torej, ja, zgodba Nebo oziroma Nebotičnik, ki se začne v bistvu z uvodnim citatom Miklavža Komelja. Panika v svetu, ki se mu vzel težo. Torej, kratka zgodba. Ja. Aleš, samo malo Prosim. sekundo, pozabila sem pa omeniti, da bomo tudi predvajali v ozadju naslovnico knjige, toliko da pač gledalci vidijo tudi to slikovno gradivo, ker je v tvoji zbirki ima kar neko težo, tako da zdaj pa te res vabim, da nam prebereš zgodbo. Hvala. Hvala. Nebo oziroma Nebotičnik. Linije, posod same linije. Linij se namreč težko nasitiš. Gre za nekakšne geometrijske like, nametane po navpičnih sivkastih listih, ki sestavljajo geometrijska telesa, predvsem kocke in kvadre. Liki se bleščijo, oddajajo neko rumenjaku podobno barvo, jo streljajo naokoli, medtem ko se izgubljajo v množici enakih. Nemogoče jih je ustaviti. Samo žarijo in ubijajo moj pogled, ki je usmerjen navzgor. Vedno samo navzgor. Če bivaš med ploskvami, je tvoj pogled vselej usmerjen v nebo. Jeklo in beton namreč nikoli ne bosta nadomestila pristne domačnosti, ki jo pogosto iščem zaman. Steklene fasade nimajo v sebi ničesar socialističnega, pravzaprav nimajo v sebi sploh ničesar. Povsem so zatemnjene, tako da kljub lažni prozornosti ni mogoče videti, ali za njimi utripajo kakšni obrazi. Včasih se mi zdi, da se bodo samostoječi listi začeli premikati, da bodo popadali name, me ovili in stisnili. V takšnih trenutkih se zaprem v svojo sobo, odprem zvezek, iz njega strgam vse liste in jih vržem v peč, za vseh slučaj. Nikoli ne veš, ali se bodo blodnje dejansko uresničile. Preventiva je vselej boljša od kurative. V nosnice se mi zažirajo drobni črni delci smoga, ki preplavljajo celotno območje. Če zrak dobro potegneš vase, ga vonjaš. In če ga vonjaš, ga spravljaš vase, se obtežuješ, da boš nekoč lahko izkoristil zdravstveno zavarovanje. Najraje bi si v nosnice potisnil majhne čepke, v usta pa zabil mehko peno, da ne bi dihal, da ne bi obstajal. In potem ta horda ljudi, ki se kot v kakšni ceneni zombijevski grozljivki brezvoljno giblje na vse strani. Tudi če obstaneš, se gibleš, saj te človeški tok nese s sabo. Vedeti je treba, da se vse mudi, ker ura teče vse hitreje. Da je vse treba takoj in zdaj. Da kmalu ne bo več časa za to in to, ker je potem treba iti tja in tja. Da se je smrtno nevarno zaustaviti, zadihati in pogledati naokoli. Pogledati preko utripajočih luči trgovskih centrov in uličnih svetilk. Pa besede. Besede iz vseh strani, ki jim množičnost odvzema razumljivost, tako da so slišati le še kot šumi. Da pa je mera polna, je tukaj še ta brezčasni avtomobilski hrup, ki to kakofonijo zvokov le še dodatno zasoli. Na trenutke se mi zdi, da večina članov horde teh sunkov v bobnič niti ne zazna, saj si v ušesa tlači plastične slušalke z raznoraznimi pop artisti. Morda jih je strah, da bi hrup nenadoma povsem izginil in ga zato še dodatno okrepijo. Tega strahu z njimi ne delim. Bojim se namreč radikalno nasprotne zgodbe. In sicer, da vso to nesramno bobnenje in šumenje nikoli ne bi prenehalo, ali še huje, da bi se še stopnjevalo. Takrat tudi trganje in zažiganje praznih listov papirja ne bi pomagalo. Ko tako razmišljam in zrem navzgor, mi na čelo pade dežna kaplja. Spusti se po obrvi, čez lice, pa pade na tla. Za njo prihajajo nove. Vse več jih je. Padajo na ušesa, da izplaknejo ves ta skupek glasov in zvokov. V oči, da iz njih izmijejo sivino, tesnobo in melanholijo. Na nos, da iz njega sperejo ves ta smrad in vonj po zatohlosti. Najzanimiveje je, da je horda vse manjša in manjša, dokler povsem ne izgine.
Dokler voda ne prečisti ulic in v varna zavetja nebotičnikov pospravi vse bitje na dveh nogah. Dokler na steklenih ulicah mesta ne ostane zgolj moje pusto telo, ušito v samoto. In tako je vse skupaj isto kot na začetku. Spet sem sam in še vedno gledam proti nebu. Hvala lepa za to prispevek. Moram priznati, da bi te jaz še kar in kar poslušala, ker res, mislim, tvoje branje pač je res tako, nekako tak je doživeto, da, ne vem, imaš kakšne gledališke izkušnje ali si se sam tako naučil res doživeto brati? Gledaliških izkušenj nimam, sicer sem nekaj časa delal na radiu, tudi sicer bolj prek študenta, ampak nekih posebnih izkušenj sicer nimam, no. Se pa trudim, ja, da ne zvenim, bi rekel, preveč brezvoljno. Zdaj zgodba Nebotičnik je pravzaprav malo neznačilna za to zbirko. V bistvu gre za eno notranje občutje tega lika. Zdaj ostale zgodbe so bistveno bolj pač doživljajske, lahko bi rekla tudi same po sebi, njihov svet je malo bolj brutalen, malo bolj divji. Ampak po drugi strani pa je v tej zgodbi pravzaprav je taka kot nek manifest notranjega občutja pravzaprav večine likov, ki nastopajo v teh kratkih zgodbah. Zdaj, zakaj? Kako to doživetje te tesnobe, te groze, praznine, je to doživetje sodobnega človeka v tem sodobnem urbanem svetu ali dejansko pač izhajaš zgolj iz teh svojih zgodb, ki si jih pač strukturiral nekako malo bolj okoli obskurnih tem? No, načeloma bi rekel, da sem se vselej v bistvu, tudi že v določeni meri v poeziji, no, ampak do tja še bomo prišli, vedno so mi bile všeč v bistvu neke nevsakdanje teme, se pravi, tematike, ki v bistvu jih tudi recimo v literaturi ali pa v umetnosti ne srečaš mogoče ravno na vsakem koraku. In ena izmed takih tematik je v bistvu ta neka temačnost, surova realnost, surova brutalnost, kakorkoli hočemo temu reči, ki pa se mi zdi, da se vendarle lahko nahaja v bistvu za vsakimi vrati, ne. Za vsakim oknom, v bistvu vsakih sosednji hiši, kamorkoli pogledamo, le da mogoče tega ne vemo. In ravno to, kar si prej rekla, ne, če je to občutje sodobnega človeka, jaz bi rekel, da v podzavesti je, ampak se mogoče od tega želimo malo oddaljiti, ne, to pač neke te temne ali pa temačne stvari se mi da vselej malo potiskamo na stran, se jim pač želimo izogniti, ampak vedno so tu z nami. Ampak se ti zdi, da je tudi naloga recimo pisatelja, da te teme zapopade, da pač nekako jih skuša ujeti v neko lepoto, da je to nekako tudi tvoja moralna dolžnost, da se jim ne izogneš? Jaz mislim, da je to že od nekdaj bila tudi naloga literature. Sam recimo, meni to tudi strah povedati, sem precej velik fan recimo Davorina Lenka, torej našega Kresnikova nagrajenca pred leti, ki se v bistvu predvsem nekih seksualnih tem iz vidika telesnosti, bi rekel, tudi zelo surovo loteva. Predvsem zato mi je to všeč, se mi zdi, ker je tega premalo in naloga literature je vendarle tudi ta, da pokaže stvari, ki se skrivajo tudi za nekimi zavesami, ki so tukaj z nami, ampak jih nočemo ali pa ne želimo videti. No, ti si res zbral kako bi rekla, eno smetano teh tem, in si v zbirko si pravzaprav strukturiral v 3 sklope. Zdaj prvi sklop je mazohizem, fetišizem in ekscesi. Tam se pač lotevaš tem, kot so, ne vem, seks, nagon, živalskost, potreba, nasilje, pedofilija, zloraba, incest,
celo nekrofilije se dotakneš, kar je pač tudi redko na splošno v literaturi. Sicer mislim, da Hink se tudi je loteval te teme, zdaj drugega se pa niti tako ne spomnim iz naše tradicije. Potem tradicija in njeno zlo, avantgarda in njeno zlo, potem omama, droge, alkohol, pa ta mačistični svet. No, potem drugi del o življenju in na njegovem nasprotju, tam se malo pač v drugo smer odmakneš, recimo mitologija o sodobnosti in njeno neskončno ponavljanje, potem bratomor, smrt, bolezen, homoseksualnost z vsemi svojimi pastmi, potem malo se dotakneš kot v Nebotičniku občutja posameznika v tem svetu, potem so še porod, samomor, ljubezen, izdaja, pasivnost, groza vsakdana, tesnoba, banalnost in psihoza in potem pridemo na konec, se pravi politika, vojska in psihiatrija, tam pa so depresija, umor iz ljubosumja, somatska odpoved zaradi ukalupljanja, potem šizofrenija, vojna, usoda in pa na koncu razosebljanje. Tako da res si izbral en tak skupek takih tem in mislim kot pisatelj, recimo, je bilo težko se tega zapopasti in potem vse skupaj nekako povezati v eno celoto, ki ima dejansko nek smisel, ki gre linijsko, recimo od, pač ima ta en dramski trikotnik. Kako si se lotil recimo celote zbirke? Prvih nekaj zgodb je v bistvu nastalo čisto spontano, brez neke misli o nekem končnem produktu, izdelku, torej o neki knjigi. Ampak pač, ko so se potem te zgodbe nabirale, sem pa potem jasno vse skupaj malo usmeril v neko smer, da nisem preveč jadro, bi rekel, predaleč levo in desno, da sem vendarle držal potem eno nit. Sem pa se, knjiga je torej razdeljena na 3 poglavja. Zdaj, če čist skrčim, mogoče tvoje besede, to prvo poglavje, mazohizem, fetišizem in ekscesi, kot že naslov pove, se vsaj naj bi osnovna nit bila predvsem ta neka, bi rekel, neki seksualni razvrati, takšni in drugačni. Drugo poglavje se potem sooča v bistvu z to neko, bi rekel, življenjem oziroma rojstvo, smrt, to nek odnos med svetlobo in temo. Zadnje poglavje pa se v bistvu bolj navizuje na neke politične in psihološke deformacije, kakorkoli hočemo to imenovati. Glede samega pisanja, moram reči, da precej veliko srkam tudi iz gradiva, ki ga berem, pač naj bo to zdaj strokovno čtivo, naj bodo to romani. Tako da nekih groznih težav s samim pisanjem nisem imel. Je pa v bistvu največja težava pri takšnem pisanju je pač v bistvu vstopiti v glavo protagonista, ki je mogoče tako zelo ekstremen, da se dejansko težko postaviš v njegovo glavo. In v bistvu tukaj sem imel mogoče največ težav, če smem temu reči težave, ampak tukaj se moraš dejansko res malo posvetiti samemu liku, v bistvu dojeti njegovo psihologijo oziroma razmišljanje, kako bi tak lik pač v nekem določenem trenutku ravnal. Ker v bistvu dostikrat gre tudi za ene skrajne lege, kjer psihologija pravzaprav ni, ne vem, normalna, pravzaprav normalna, Kadar gre za nekrofilijo, je vseeno taka oseba pač ima eno določeno psihološko strukturo in pač, če želiš to res realistično napisati, ker tvoje zgodbe pač nekako se držijo tega realizma, je pač verjetno, ne vem, prav, da tudi malo raziščeš z tega psihološkega vidika. Ne vem, si kaj študiral, si kaj mogoče iskal tudi psihološke literature, ko si izdeloval, pač oblikoval svoje like? Sem tudi precej tega prebral, tudi eno zelo dobro knjigo, čeprav se umorov dotikam le delno v tej knjigi, ampak predvsem ene knjige so bile od pa ne vem, mislim, da je Karmen Šterk, Serijski morilci, recimo, ena taka knjiga. Sicer pa o sami psihologiji ali pa človekovi psihi itak še vedno največ lahko verjetno Freud pove, še vedno. Freudu se pač ne moremo izogniti,
to si pač priznajmo. Zdaj nekako pri vseh teh pač temah nekako mi je prišel na misel Dante in pač njegovi krogi pekla. Zdaj ne vem, si se tudi kaj pri njem si iskal navdih, recimo, ne vem, tu bom vzel zdaj Bratomor, tu bom vzel ljubosumje, tu bom vzel umor, ali je prišlo to čisto spontano? Ali si naredil recimo mogoče en seznam, katere grehe oziroma katere grehe boš obdelal v tej zbirki? Ne, Danteja dejansko nasploh mi ni najbolj blizu, no, niti se ga v tej knjigi nisem želel tako ali drugače dotakniti. So pa te ideje v bistvu prišle spontano oziroma z prebiranjem pač tega strokovnega čtiva, ki mi je bilo pač na voljo in iz tega ven sem pač potem črpal tudi same ideje oziroma, kot si ti sama dejala, grehe za nastajajoče zgodbe. Ja, mislim, v bistvu, kadar se lotiš take teme, je v bistvu pri sami strukturi zgodbe, ali je pomemben tudi tisti šok na koncu, ali se ti zdi, da pač to ni pomembno, ali smo že recimo kot družba, kot bralci že čez to pričakovanje šoka in se lotevamo teh tem na en drug način. Kaj ti meniš oziroma kak si, če si o tem razmišljal recimo med pisanjem? Jaz mislim, da je predvsem odvisno od same zgodbe, ki se je pač lotevaš. Zdaj, če zgodba, bi rekel, nima, mogoče to zdaj malo banalno zveni ali pa hitro, ampak če nima kaj drugega za ponuditi, je verjetno šok terapija na koncu še edino, kar lahko neko zgodbo dejansko še reši na koncu. Sicer pa imam, kar se tega tiče, v bistvu torej tega konca, tudi v tej knjigi v bistvu predvsem mešane zgodbe, ne, se pravi, tale Nebotičnik recimo je zgrajen na neki čist drugi formi, dočim nekatere zgodbe pa to šok terapijo, kot si rekla, uporabljajo sebi v prid, ja, tako da v bistvu je odvisno, kako si pač zgodbo zamisliš in kako jo pač izpelješ. Zdaj, tvoja knjiga je polna tudi nekih citatov, recimo, ne vem, drugih avtorjev, glasbenih skupin. Ne vem, so to avtorji, ki so te v tistem trenutku mogoče navdihnili, ali ki te že dlje spremljajo, ali v čem je pač smisel teh citatov, oziroma, no, saj smisel je valjda pač, da nekako nadgradijo oziroma da malo razširijo pač tvojo temo, ampak recimo, kako si jih izbiral? V bistvu vedno je zgodba nastala prej, se pravi, vedno sem imel najprej zgodbo, šele potem če se mi je zdelo, da bi določena zgodba lahko, kot si rekla, imela to nadgradnjo ali pa ta update, ne, v obliki kakšnega uvodnega citata, sem ga pač potem dodal. So pa to večinoma, se pravi, načeloma gre za neke skupine, za neke bende, glasbene bende ali pa gre za avtorje, ne. Tako da sem pač potem neke, bi rekel, misli ali pa verze, ki me pač spremljajo že dlje časa, ja, v bistvu potem dodal k tej zgodbi kot nek preduvod ali kot nek intro v bistvu v sam prozni tekst. Ja, niso pa samo citati, ampak je v tej zbirki ima eno težo tudi slikovno gradivo. Mislim, da je prav, da pač omenimo tudi avtorico teh grafik in prikažemo seveda te 3 grafike na ekranu, da tudi gledalci vidijo, za kaj gre. Zdaj tebe pa samo prosim, da nam pač mogoče poveš, kdo je avtorica in kako je pravzaprav prišlo do tega sodelovanja in kako recimo te grafike ne vem, nadgradijo oziroma kako razširijo pač tvoje teme oziroma zgodbe. Avtorica grafike je Katja Titan. Je pa v bistvu do teh grafik prišlo v bistvu z neko mojo idejo se ne vem, kdaj je šla knjiga Roberta Titana Felixa Graščina, mislim, da je to, ne vem, 2 leti nazaj približno. Robi, ne se jezi, če sem zgrešil. V glavnem, ta roman je v bistvu
dopolnjen z grafikami, torej Katje Titan. In že takrat sem bil zelo všeč, ker določen prozni tekst lahko takšne grafike, seveda, če jih ni preveč, lahko, bi rekel, malo presekajo, da imajo tisto neko monotono branje na določen način presekajo. In to se mi je zdelo tudi zelo primerno pri moji zbirki kratke proze, da bi pač na ta način v bistvu razmejili še dodatno za temi grafikami pač poglavja, se pravi ta 3 poglavja. Zato sem potem to idejo tudi torej uredniku Robertu Titanu Felixu omenil in je potem do tega sodelovanja dejansko prišlo in se mi zdi, da knjiga na ta način seveda dobi še neko novo dodano vrednost in še bolj v bistvu jasno loči ta tematska poglavja med sabo. Ja, mislim, dejansko res zelo dobro funkcionira in mislim, da taka tema dejansko tudi nekako njim pritiče. Tudi ena malo bolj simbolna nadgradnja. Zdaj ti si se lotil pač pisanja z realistične perspektive. Zdaj mislim, dejansko tudi, veliko je tudi premega govora. Mislim, za kratko prozo recimo je skoraj že mojstrstvo, da preko dialoga dejansko znaš nekako ustvariti eno klientelo, ki potem ne izzveni v prazno. Zdaj žal nimava dovolj časa, da bi se recimo posvečala vsaki zgodbi posebej, tako da dejansko vabim na tem mestu najne pač poslušalce, gledalce, da knjigo vzamejo v roko in jo pač preberejo. Zdaj gre pravzaprav za težke teme. Zdaj midva sva jih tako pač nanizala, zdaj ne vem, skoraj da v eni sapi, ampak seveda poglabljanje v take reči ni enostavno in zdaj ne vem, ti recimo kot pisatelj, ki se je lotil dejansko takih stvari, ki so polne bolečine, ki so polne neke tragike in ki mogoče, ne vem, nas ne pustijo hladnih. Ne vem, si se čisto kot človek, recimo, ko si pisal, se je tvoja notranjost zagotovo tudi odzvala z neko, ne vem, z neko grozo, z neko bolečino. Tako da verjetno je tudi osebno bilo težko stopiti v ta polja. Ja, se to sem že takrat omenil, malo prej, ja. V bistvu ta vstop v glavo, bi rekel, nekega tako mejnega, bi rekel, lika je bil v bistvu najtežji, no. Je pa res, da sem se pač na nek način izognil tej, bi rekel, bolečini, sem v bistvu sam sebe dal bolj ali manj na off, no. Načeloma sem se izklopil in ko sem v bistvu stopil v glavo lika, sem se izklopil in sem pisal. In kolikor se je pač dalo, seveda brez nekih občutenj in nekih lastnih moralnih in etičnih vprašanj, ki se v tem pojavljajo. Ker se mi zdi, da praktično le na tak način lahko uspeš v bistvu spisati zgodbo, ki gre v bistvu tako daleč, no. Ja, tako da dejansko si ti bil bolj kot neke vrste dokumentalist. Zdaj nisi se pa recimo čisto z lastne perspektive poglabljal, se pravi, ti si želel bolj prikazati en prizor, zdaj, kaj bo pa bralec s tem naredil, pa je pač njegova odgovornost. Točno, res je, ja. Pa te je mogoče katera tema, ne vem, potegnila, da bi se lotil, ne vem, obširneje, ker v bistvu pravzaprav so to eni zastavki, ki idejno nosijo malo več kot recimo drži kratka zgodba. Mislim, to so zelo močne ideje, ki so pravzaprav strnjene v eno to kratko zbirko, ampak tudi mislim, da presegajo zdaj to kratko formo. Ne vem, si se mogoče pri kateri temi malo dlje zaustavil, te je katera mogoče
bo prerasla v kaj drugega, ne vem, omenil si, da pišeš roman, je mogoče roman tudi zrastel iz te kratke proze? Ne, roman gre pa v bistvu čisto v drugo smer, no. Roman se je pa dejansko dotikal tem tukaj in zdaj, ne toliko temnih kot dejansko realnih, v bistvu soočanje, bi rekel, moškega z prvim otrokom, torej očetovstvo, potem tudi se še bo dotaknil v bistvu naše pandemije, ki se je lani začela in tako. Tako da roman bo šel v bistvu čisto eno drugo smer, no. Imam sicer v glavi tudi za naprej, ampak ne bi želel že zdaj mogoče karkoli govoriti, ker sem še preveč vpet v sam roman, ampak ja, jaz mislim, da to so tu notri v tej zbirki kratke proze so eni zametki. Predvsem bi rekel tale del, ki govori o nekrofiliji, se mi zdi, da bi lahko šel precej obširneje, ker v bistvu zdaj ne bom preveč seveda govoril o sami zgodbi, ne, če bo kdo pač potem to bral, ampak govori le o nekem delčku tega protagonista, ne, o nekem točno določenem dogodku, pač jasno ne pove pa, kaj se je dogajalo prej, kako se je to dogajalo prej, ne, in tako naprej. Tako da mislim, da iz tega teksta bi zagotovo lahko naredili kar konkretno prozno delo, no, ampak saj pravim, to je še zelo daleč, no. Ja, se pravijo, da človek, da pisatelj v bistvu piše eno knjigo celo življenje, ne? Res je. Zdaj pri tvojem izboru tem, mislim, da imaš še tudi ogromno dela za naprej, ampak dobro, zdaj žal, kot pravim, nimava časa, da bi se res poglabljala v vsako temo, je pa seveda, to bi te še vprašala, Aleš, sem pozabila. Vedno, ko pišemo nekako z mislijo na bralca, na to, kaj bomo prebudili v bralcu, ne vem, kako ga bomo nagovorili. Ne vem, kakšna je tvoja izkušnja, recimo, tega dialoga z enim namišljenim bralcem? Kakšnega bralca pričakuješ? Kaj v bistvu pravzaprav ti pričakuješ od svojega bralca? V bistvu jaz pričakujem od bralca predvsem odprtost in sposobnost v bistvu razumevanja kompleksnosti pač zapisanih tematik. In sposobnost, da pač ali pa razumljivost, da v bistvu lahko vstopi v te napisane zgodbe, se pravi, da se jim ne skuša v bistvu izmakniti ali jih pač odvreči v bistvu v stran, ker pač so mogoče preveč robne, obrobne, skrajne, kakorkoli hočemo to pač poimenovati. Saj mislim, da živimo v svetu, ki so mu take teme pravzaprav domače, žal. Pač vedno več je tudi nekih takih novic, ob katerih pač nekako postajamo mogoče malo preveč otopeli. Tako da se mi zdi, da je tovrstno obravnavanje tudi v javnosti, v literaturi, v umetnosti zelo zaželeno in smiselno, ker pač edino tako, da razumeš in da si nečemu blizu, da pač tisto zares zapopadeš z ene druge perspektive, edino to nas lahko reši te groze obsojanja in metanja kamenja, kar se pač dandanes žal zelo pogosto dogaja. Tako da mislim, da bi se s tovrstnimi tematikami pravzaprav mogli res vsi ukvarjati, če ne kot pisci, pa seveda kot bralci. Tako da mislim, da je pač knjiga, da so njene teme pomembne, pač tudi za sodobni čas. Zdaj mislim pa tudi, da so zgodbe berljive, ker so pač dejansko napisane zelo realistično in se pač berejo tako res čisto preprosto oziroma čisto tekoče, tako da mislim, da so primerne tudi za skoraj vsakega bralca. No, zdaj, ko sva pa že pri realizmu, nisi pa seveda samo pisatelj, ampak se
vsi zapopadejo tudi pesniški jezik, se pravi jezik, ki je drugačen, ki je poln metafor, simbolov, besednih iger, ne vem, ki je pač malo res drugačen. Se pravi, kot pesnik si pa izdal pesniško zbirko, katerega leta? Zadnja, 2018. 2018, se pravi, to je pesniška zbirka Neobstoj, ne v oklepaju. Zdaj, Aleš, lepo te prosim za tvoj pesniški sklop branja, v ozadju pa bomo imeli naslovnico tvoje pesniške zbirke. V redu, hvala. Torej nekaj pesmi iz knjige Neobstoj. Puzzle. Vsak dan me je več. Moje telo so majhni koščki, trdi, a upogljivi. Vsakič, ko najdem novega, ga potisnem v primerno špranjo. Rastem počasi. Rastem 6 dni, nato vstanem kot Edi iz groba. Obrnem se na trebuh in si polepim hrbtenico, da bom dovolj stabilen, da se koščki ne bodo razleteli. Volk sem, plenilec. Lovim po vseh 4 in se baham na 2, alfa samec, oko na piramidi brez podstavka, zgolj oko. Douglas Adams je bil sestavljen, Umberto Eco je sestavljen, Julian Barnet je sestavljen, Hans Magnus Enzensberger je sestavljen, John Ashbery je sestavljen, Aleš Jelenko je sestavljen, resnično je sestavljen. Ime na ozadju okvirja ne pomaga kaj dosti. Ko slika pobledi, se ravnodušno razstavi in zloži v škatlo. Prostor. Jaz sem shramba v Božjem stanovanju. Nisem moka, nisem jajce, nisem riž, nisem pivo, nisem voda, nisem posvečena voda, nisem kelih, nisem plašč, nisem prtiček, nisem križ. Sem shramba v Božjem stanovanju. Vse reči nosim na ramenih. Dobretek. Krilata ptica je buhnila vame, me izžela, spremenila, izsesala krvna telesca in v žilo vlila absint. Pa sem slikal kožo, zažgano od besed, raztrgano od pogledov. Zdaj stojim na ogled, posmeh. Vsak si lahko odščipne košček mojih organov. Na voljo so jetra, pljuča, 12-ternik, želodec pa možgani. Izbira je velika za veliko strank, kakor je pač komu ljubše. In na koncu ostane samo okostje. Mrzlo, trdo, neupogljivo okostje. Svilena preproga. Kastrirali so belega zajca, ga vrgli s piedestala in mu umili noge. Številčnost populacije se manifestira v izumetničeni produktivnosti in darilni bon za pedikuro je tako povsem upravičen. Nemoralno je reči, da je to moralno. A kaj ima filozofija etike pravzaprav pri vsem tem? Zgodovino, vrednote, kulturo. In se prelomi jez in se razbesni tok. Plavati ne znamo, zgolj potapljamo se lahko med zlatimi ribicami. Rešilnih čolnov je premalo, porabili smo jih za peko kostanjev. Sam imam v hiši več zajcev. Belega, črnega, rumenega in rjavega. Vsak ima svojo hiško in vse hiške so v eni sobi. Je mogoče gon po destrukciji preliti s seksualnostjo? Teža beline. Bel list je boljši od snega. Namreč ni mrzel, je upogljiv in ga je mogoče raztrgati. Je tanek, je sijoč in različnih velikosti.
prenese vse, tudi smrt, ali lavo, ali pa zgolj vodne balone. Ja, raje imam bel list. Angora Zajec. Imam kolega, ki je komunist, pa kolega, ki se ima za komunista. Sosed pa je fašist. In to kakšen fašist. Nemogoče je najti redkvico. Solata je tukaj, čebula je tukaj, redkvice pa ni. Jaz sem bil nacist, pa kasneje socialist. Zdaj sem človek. In še zadnji dve. Iz goflje bruham perje. Premaknil sem mejo. Sedaj je postavljena 33 metrov višje. Imam daljnogled. Angeli padajo na zemljo. Zdi se, da sem povlekel za vrvico. Voda je odplaknila iz trepke. Še metlica, za vsak slučaj. Skoraj sem pozabil na svoje ime. Kri. Sem ptica, s perjem ovita bela svetloba. Seventh son of a seventh son. Neobdelano polje. Pustil se bom gnesti. Sonce je krof in moj veter piha skozenj. Vse smeri. Na luno sem postavil zastavo, da se zrklo tudi tam malo razgleda. In ko se kot prah vrnem skozi daljnogled, je žičnata ograja postavljena še dlje. In še zadnja, kratka, knowledge. Gre pa takole. Šalamun je vedel, njegov Kitajec tudi, pa jaz. Aleš, hvala. Zdaj, zbirka Neobstoj je, kako bi rekla, je gostobesedna. Gre za poezijo, ki se razširja na 144 straneh, kar je pravzaprav nenavadno. Ampak gre za zračno poezijo, gre za poezijo, ki je v bistvu vse skupaj kot ena pesem, ampak vseeno nekako kvantitativno gre za dosti verzov. Ampak nikakor pa niso nedomišljeni. Mislim, vsak vers je dejansko tam, kjer mora biti. Kako dolgo si pisal to knjigo? Ne vem, meni se zdi, da je težko izklesati tako zbirko, res, ne vem, da zahteva to ogromno časa, ogromno dela. Kakšna je bila izkušnja pisanja te knjige? No, nasploh, jaz sem načeloma začel s poezijo. Torej, že veliko pred kontejnerjem v bistvu sem začel s pisanjem same poezije, torej tam nekje 2005, 2006 sem v bistvu začel klesati prve takrat še izjemno slabe verze. Ampak verjetno vsi smo bili pač tudi na začetku, ne, in pač rastemo. Kakorkoli. Načeloma pišem precej dosti. In šele zdaj, v bistvu, ko sem nekaj let nazaj začel še potem z prozo, sploh z romanom, sem ugotovil, da je tako fizično kot psihično pisanje romana res dosti težje. In to mi je včasih kot v osnovi še vedno pesniku tudi težko priznati, ne? Ker včasih si pesniki vendarle malo domišljamo, ne, da je naše delo res najtežje na svetu, ne? In je, seveda je težko, ne? Sploh, če želiš napisati odlične pesmi, odlično knjigo. Ampak, ko sem stopil pač v stik še s prozo, sem videl, da je vsaj za moj občutek pisanje daljšega proznega teksta dosti težje. Kakorkoli, v bistvu pišem poezijo vsakodnevno, no. Zdaj seveda
precej pesmi roma pač v koš, precej pesmi ostane nekje na računalniku in ne vem točno, kaj pravzaprav naj sploh z njimi naredim. Precej jih pa tudi recimo uspe in načeloma, če bi gledal takole kvantitativno, imam v bistvu tako v mapah še kar zajetno število že v bistvu zaključenih zbirk, no, tako. Tako da, ne vem, tale neobstoj mislim, da je nastajal kakšno leto dni, no, tako slabo leto dni. To si podkupil Boga ali hudiča za tak navdih? Ne vem, oba. Ja, očitno, no. Ne vem, ja, to sem se spraševala, kako je možno, recimo, da sama imam tako izkušnjo, ko si odprt v svet, ko si v stiku z drugimi avtorji in ko si cel čas nekako v navdihu. Zdaj verjetno pa tudi trenutno veliko bereš, ali si pač eden izmed tistih, ki recimo, ko piše, se izklopi iz vsega skupaj? Ne, v bistvu, jaz se precej zavestno lotim pisanja, no, tudi pisanja poezije, pač ko mi to dopušča čas, seveda saj tudi samo družino in tako naprej, ne, in vedno pač ne gre, ne, ampak najprej je tukaj čas, potem je pa tukaj delo. Jaz sam ne dam kaj veliko na to neko čakanje inspiracije ali nekega razsvetljenstva in tako naprej, to meni sploh ni blizu, no. Tako da sam temu rečem v bistvu delo, no, ne toliko kaj drugega, kaj čudežnega in tako. Ampak je pa res, da mogoče zakaj nekako spišem precej dosti pesmi. En razlog je mogoče to, da se ne želim ujeti v, bi rekel, en stil pisanja, no. Seveda knjiga ali pa zbirka kot celota je zaključena, ne, kot enota, ne, kot ena zadeva, ampak ko grem potem pisati naprej, v bistvu se preizkušam ali pa testiram tudi še v, bi rekel, nekih drugih igrah z besedami in tako. Ne želim se nekako, nisem v bistvu pesnik, ki bi znal pisati eno pesem, kot si prej rekla, vso življenje, ne. In tukaj precej skačem in ne vem, meni osebno se zdi to zelo fajn in zelo luštno, ker na ta način v bistvu lahko zelo veliko raziskuješ in sebe in v bistvu raziskuješ tudi same načine pisanja. Ja, saj ti si tudi mentor za kreativno pisanje, tako da dejansko ti tudi veščina nekako gre dobro od rok oziroma imaš verjetno tudi zelo dobro reflektirane te razne načine pisanja, kar je zagotovo en velik plus in tudi sama ugotavljam, da marsikateri pesnik oziroma pisatelj ima res ogromno za povedati, ampak mu manjka ta veščina. In ne vem, verjetno je veščina tisto prvo, kar moraš obvladati, preden lahko sploh izliješ vse tiste filozofske oziroma čustvene misli na papir. Ja, seveda, veščina je pač vedno prva, ki jo pač potrebuješ za pisanje poezije. Je pa res ravno, kar si omenila, ne, te filozofske vrivke, ali kakorkoli temu rečemo, ne. Meni se pač predvsem v poeziji zdi zelo pomembno, da stoji tudi na neki filozofski podstati. Zakaj? To pa predvsem zato, ker se mi zdi, da takšni pesniški teksti lahko obstanejo dlje časa. Pač ker lažje ali pa hitreje presežejo, bi rekel, neke generacijske razlike in tako naprej, in ostanejo v bistvu v nekem jedru tukaj z nami dlje časa, no. Preživijo v bistvu svoj čas, no. Saj dejansko mislim, da glede, če smo zdaj oziroma v večni literaturi tisti, se pravi, ki
ki živi svoj čas in ki je pač aktualna vedno, ne glede na svoje na svoje motivne vire, se mi zdi, da ni teksta, ki ne bi imel teh vseh, se pravi, perspektiv, ne vem, filozofske, potem seveda čustvene, psihološke, pa tudi seveda etične, moralne dimenzije. Tako da ja, dejansko, če imaš veščino, pa nimaš tega, potem se ti ne piše dobro, pa verjetno samo, če imaš nekaj za povedati, pa nimaš veščine, je mogoče malo boljša situacija, ampak še vedno ni to to. Tako da, pač kot so že mnogi pred nama ugotovili, pač potrebuješ oboje. Zdaj v tej knjigi Neobstoj, se pravi, že naslov je tudi pomenljiv, se pravi, gre za neobstoj. Zdaj že sama srž je nekako čisto filozofska, in tudi, kako bi rekla, teme so raznorodne, zdaj ne moreva se vsega dotakniti, ampak ja, dejansko gre za iskanje tega, kdo pesnik sploh je, oziroma iz česa, iz katere substance je pravzaprav pesnik narejen. Je to njegov lastni jaz, ali so to ustvarjalci, ki so bili pred njim. Se pravi, tudi v spremni besedi, ki jo je napisal Zoran Pevec, je zelo dobro nekako postulirano, da gre tukaj pravzaprav ne za iskanje samega sebe, ampak za kreiranje samega sebe. Se pravi, iz vseh svetov, iz vseh izkušenj, ki jih imaš, se nekako vedno znova izdeluješ. Tako da ja, dejansko je to zelo filozofski pristop. Zdaj ne vem, verjetno tudi te zanima tudi filozofija, oziroma verjetno si ves čas v nekem pretresu tega, glede na to, da je pač ta knjiga dejansko nekako o tem. Sem precej v sami filozofiji, tudi načeloma precej rad prebiram, bi rekel, tudi pesnike, ki se bolj nagibajo torej na to neko filozofsko podstat. Pa s tem seveda ne želim kakorkoli odvzeti vloge, bi rekel, drugim pristopom in stilom in tako naprej. Ampak meni je pač to nekako bližje. Zdaj seveda lahko ugotavljamo, zakaj je temu tako, ampak se mi zdi, da vedno je to neko kompleksno ozadje človeške biti, ne, se pravi, zakaj nekdo dojema določeno poezijo kot boljšo, kot drugo, ne. Tu se mi zdi, da vedno gre za en sklop človeških izkušenj, človeških zanimanj in tako naprej, ne. Tako da nikakor se ne želim postavljati nad koga ali kakorkoli, ne. Ne bi želel tukaj zveneti preveč egoistično. Pa dobro, malo prevzetnosti si verjetno vsak lahko dovoli. Zdaj ne vem, eni grejo v skrajnost, da so preveč skromni, potem drugi so preveč, ne vem, v drugo smer, ampak konec koncev to v tem trenutku ni pomembno. Kakršnakoli je pesnikova drža do svojega lastnega dela, je konec koncev bralec tisti, s katerim komunicira. In no, zdaj, ko sva že pri tem, sicer pri avtorju, ne vem, koliko avtor lahko kot pojava, kot nekdo v prostoru, kot nekdo za knjigo, kot nekdo, ki pač reprezentira knjigo, koliko je dejansko pomemben za ta odnos med tekstom in bralcem. Meni se zdi, da je vedno bolj pomemben in v bistvu pravzaprav, da gre za eno že mitologizacijo avtorja, se pravi, kdo je avtor, potem glede na to bom presojal tekst. Kaj ti meniš o tem? To je eno izmed teh večnih vprašanj, ja. Ja, težko rečem, no, mogoče bi tukaj malo, če mi dovoliš, šel v eno drugo smer, ki se sicer delno navezuje na tvoje vprašanje, seveda. Zdi se mi, da predvsem mlajši bralci, se pravi, od, ne vem, tam konca osnovne šole in potem srednješolci in tako naprej, imajo občutno premalo stika s sodobnimi avtorji. Naj bodo to zdaj pesniki ali pisatelji, dramatiki, kakorkoli. In tukaj mislim, da bi se moralo narediti več, da
bi dejansko, bi rekel, razrezali ali pa podrli ta neki mit o nekem boemskem pesniku, ne, iz 18. stoletja in tako naprej. Tukaj mislim, da bi se lahko naredilo veliko, veliko več. Ne. Tudi sam še vem, ko sem bil še v šoli, ne, mi smo tam dejansko zaključili recimo poezijo tam za Šalamunovimi gobicami, s tem, da že tam je bilo to precej mejno, kar se tiče same razlage učiteljske in tako naprej, ne, da bi dobili dejansko nek občutek, kaj sploh torej poezija je, ne, in kaj ni, ne, zakaj se to smatra kot poezija, ne, tega nam nihče ni znal dobro razložiti ali pa niti ni hotel razložiti. In zdi se mi, da bi s tem pristopom, da bi pač neke sodobne avtorje tudi spustili mogoče malce bližje šolskemu sistemu, dobili hkrati tudi seveda nove bralce, ne, hkrati pa bi tudi razbili torej ta nek mit o nekem boemskem pesniku, ne, ki se mi zdi, da je trenutno daleč od realnosti, no. Ja, dejansko pri tem, kar si rekel, se moram res strinjati z tabo in pač hvala, da si tudi to omenil, ker bi nama verjetno zmanjkalo časa, da bi tako daleč prišla. Tako da no, glej, upava, da se bodo zadeve spremenile. Sicer dobro, tisti, ki nas res literatura vsaj z čem majhnim potegne že v šoli, bomo verjetno slej ko prej prišli tudi do Šalamunovih gobec, in če bomo prišli do Šalamunovih gobec, bomo verjetno prišli tudi slej ko prej do Aleša Jelenka. No, zdaj malo sem pač karikirala, ampak toliko pač, da nekako poveva, da pač je branje tisto, ki nas lahko pripelje do marsikatere zanimive poti. Tako da mislim, da smo si tukaj tudi enotni, tako bralci kot pesniki in pisatelji. Zdaj no, glede pač tvoje pesniške zbirke, pač tudi vabim najine gledalce, da knjigo vzamejo v roke. Zdaj, ne vem, pesmi so, kako bi rekla, mislim, zelo fajn so za prebrati pred spanjem, ker ti ne pustijo spati in to je en fenomen nespečnosti. Ampak to mislim, se pravi, z dobre strani, da so res, pač da lahko ob njih marsikaj tudi sam domisliš, tako da mislim, da si to nalogo kot pesnik tudi zelo dobro opravil. Zdaj ura je že proti 7, tako da Aleš, jaz tudi vsakega gosta povabim, da mogoče, če še kaj hoče sam dodati, če se mu še kaj zdi pomembno, da pove, tako da te vabim, če mogoče imaš še kaj odprtega, da podeliš z nami. Ja, nič, moja zadnja misel ta večer naj bo, kaj vem, berite in berite in to je to. Nimam kaj več za povedati, mislim, da smo danes naredila en tak luštni večer, tako da ne bi želel zdaj še kaj preveč dodajati, da ne bi bila predolga. Ja, Aleš, hvala ti, da si se odzval mojemu povabilu in da sva seveda načela neke teme, ki jih nadaljuje vsak sam, in ko bo konec epidemije, se seveda vsedeva na kavo in morda narediva še kak večer v živo, da bo lahko sodelovala tudi publika, tako da hvala ti. Hvala lepa. Tako, dragi gledalci, drage gledalke, zdaj vi se pa lahko seveda v najino debato vključite tudi kot vedno preko komentiranja, se pravi, spodaj pod posnetkom lahko zastavite tudi mogoče še Alešu kakšno svoje vprašanje ali pa kaj dodate, bova z veseljem spremljala in se tudi odzvala. Mi se pa vidimo čez 2 tedna. Nasvidenje. Nasvidenje.